ko govorimo o tajnostnem opravljanju dela, o dostojnem delu, ne moramo govoriti samo o enem segmentu. Mi govorimo dejansko o razvoju družbe. Kar mene res zanima, je najširši možni pogled. Zato, ker je to najtežji. To je dejansko najtežji. Mi smo pač narejeni, da parcialno se nekaj specializiramo in potem tisto okopavamo in je super. Umetna inteligenca potrebuje znanje ljudi, ker enostavno tega nima, in ljudje potrebujejo znanje, ki jo ta umetna inteligenca nagrabi. Tehnologija, če hočete, moralno nevtralna, je pač objekt. Na subjektu, se pravi na človeku, na uporabniku, pa je, da ga uporablja kot v dober ali slab namen. Podnebna kriza nima meja, podnebna kriza ne pozna družine, podnebna kriza ne pozna posameznika. To je tako prekleto, tako zajebano, tako smrtno nevarno večje od nas, da je možen zgolj spopad kot skupnost. Praktiki smo tu s svojim entuziazmom pripravljeni, da gremo v akcijo. In tudi vedno iščemo možnosti, priložnosti, prav z našim povezovanjem na terenu, v lokalnih okoljih, da lahko premestimo tudi te tako imenovane finančne luknje. Potrebujemo poleg znanosti še bolj prisotno razsežnost človečnosti, če želimo izboljšati dogajanja in našo usodo na tem svetu. Vztrajnost, trud, odprtost za novosti, sprejemanje in spoštovanje različnosti, ozaveščenost in želja po novem začetku je moj recept za novo življenje v novi domovini. Na splošno pa se mi zdi, da je medgeneracijsko sodelovanje živo tako v družinah, kot tudi na splošno, vendar se temu daje premalo poudarka in premalo podpore. Želela bi povedati, da izobraževanje starejših ni le prenašanje znanja, ni le ustvarjanje novega znanja. Izobraževanje ni le delovanje v lokalnem okolju, izobraževanje starejših je namenjeno tudi doseganju večje družbene pravičnosti. Kljub razlikam moramo vedeti, da se vsak posameznik razvija in lahko napreduje. Naj povzamem in poudarim naslednje. Kako bo posameznik uspešen in zadovoljen, ter kako uspešno bo vključen v okolje, je odvisno od tega, kako ga bo okolje razumelo in mu prilagodilo določene stvari na način, da se bo lahko izkazal. Samo ta praksa se mi zdi, da tega referenduma, ne glede na to, a se strinjate s tem, kar smo mi zagovarjali ali ne, je praksa, ki govori o nekem drugačnem tipu učenja, o nekem drugačnem delovanju, je praksa, ki govori o tem, da nikoli nismo prestari, da poskušamo stvari in nikoli nismo prestari ali pa premladi, da spreminjamo svet.